Pozdravljeni. 15. dan 21-dnevnega spomladanskega aprilskega posta. No, tole je ta glina, o kateri sem vam govorila, in kozarec, na dnu je usedlina in seveda zraven še lesena žlička, s katero zmešaš, in zjutraj je to tako svežilen napitek. Jaz sem se z glino prvič srečala pred dobrimi 30-25 leti v Skopju, ko sem imela neke težave z jajčniki in sem takrat uporabljala glino za zunanje obkladke. In potem jo takrat tudi prvič poskušala piti in moram reči, da nisem mogla tudi usedline popiti, zelo ima res okus po zemlji. No, oktobra lani, ko sem se pri 54 lotila prvega 21-dnevnega posta, popisala to v tejle knjigi, ki je v knjižnicah, nekaj izvodov je sicer še v Kupa na voljo, prisluhni si, razstrupi se 21-dnevni post. Sem šla po sistemu, ki ga bom tudi zdaj prakticirala, in sicer prvi teden popiješ samo tekočino, brez usedline, drugi teden poskušaš pa popiti tudi usedlino, piješ 21 dni, priporočljivo je torej zjutraj na tešče, dvakrat na leto. Lahko si privoščite tudi kakšno glineno kopel v kadi, priporočljivo, vzporedno, ko se razstrupljate z glino navznoter, torej tudi navzven telo. Telo zelo očisti strupov in s tem v bistvu dovaja več kisika za celice. Če boste malo prelistali, boste videli, da je nekje skupna rdeča nit pitja gline, da dejansko veže nas škodljive snovi in skupaj z glino potem te škodljive snovi izločamo. Izboljšuje črevesno floro ravno zato, ker okrepi bakterije pozitivne, koristne v našem črevesju in skrbi za razkisanje telesa. Torej, glina je nekaj, kar sama kombiniram ali v sami fazi že posta, tokrat sem zdaj vključila v bistvu v 3. tednu, ali že na začetku ali pa po koncu. Jo pa zelo priporočam, torej dvakrat na leto. Takšna sidra, razen prostorskih, pri meditaciji je fino, da imaš tudi pri hrani. Torej, mene je na začetku spremljal bolj peteršiljev čaj, zdaj bom dajala poudarek še temu jutranjemu pitju gline. Okrepi me, na primer, močna piščančja juha, z njo sta povezani tudi dve zgodbi. Ena z mojo omorško, ki je v bistvu piščančjo juho kuhala vedno tako, da je prinesla piščanca očiščenega iz kmetije, torej domačega, in tista juha je bila resnično gosta, močna, dišeča. In imela je še eno pravilo, ki vam ga v celoti ne bom izdala, v glavnem 10 sestavin mora biti za močno piščančjo juho. Druga zgodba je povezana pa z mamo Mirana Trontlja, se veste, to je tisti znan vremenoslovec z rožico v suknjiču, žal že med pokojnimi. No, in imela sem priložnost, da sem skupaj s svojo cimro del čudovitih študentskih let preživela na Verovškovi 56 v enem od njegovih stanovanj. In pod nama je živela njegova mama, gospa Trontljeva, in enkrat sem bila resnično blazno bolna, prehlajena, in mi je prinesla tako piščančjo juho, da je skoraj žlica stala v njej. Toliko gosta je bila. In zraven še piščančje meso in je rekla, ko boš to pojedla, ti bo boljše. No, in resnično me je spravila v bistvu v dnevu dveh na noge. No, in eno od njenih sporočil je v bistvu bilo: ko je človek bolan, ne je, saj sami veste, nič nam ne paše. Organizem pa nam okrepi vroča in bogata piščančja juha. No, in to je moja spremljevalka tudi vse skozi med postom, dejansko komaj pričakam tisti topel obrok te piščančje juhe, ker me pogreje navznoter in resnično mi da moč. Še eno sidro, ki me spremlja, smo rekli, poleg prostorskih imamo tudi prehrambena sidra, znotraj posta, na primer grški jogurt, to je tisti pravi grški jogurt, za katerega je značilno, da ima več beljakovin in tudi več smetane. Zdaj, če ga pogledate tako, pa na žlico je bolj kremast. In s tem grškim jogurtom lahko delamo resnično, bi rekel moj sin, odbite kombinacije. Meni zelo prija, ne vem, če dam žlico domačega medu v ta jogurt, pa to pojem,
ali pa nekaj oreščkov, torej z oreščki kombiniram. Jogurt je tisto, ko ti pade sladkor in bi res nekaj pojedel, bi se osvežil. No, med spomladanskim postom seveda lahko razmišljamo tudi, kaj bomo potem dali vase, kaj zdravega, domačega, tudi med naslednjim jesenskim, oktobrskim. Naj vas spomnim, da zdaj prihaja čas za regradov sirup. In sicer recepti so različni, boste pobrskali. Jaz se spomnim maminega, ki je govorila o razmerju 3:2:1, torej 3 količine v neki posodi cvetov, 2 količini glede na cvetove vode in potem 1 količino glede na vse to sladkorja. No, to je ta formula 3:2:1, 3-krat cvetovi, 2-krat voda, 1-krat sladkor. To, kar se pa še lahko doda in s časom človek ugotovi, je zelo dobro, je pa mogoče še malo pomaranče in pa obvezno tudi ingverja. Upam, da vam je teh nekaj napotkov porodilo kakšno idejo, s čim boste okrepili ali razstrupili svoj organizem, ali temeljito, ali pa morda samo kaj dodali kot napitek skozi dan. Če se še niste prijavili na YouTube kanal Razstrupi se, prisluhni si vabljeni, jutri ob 20. tudi, da prisluhnete prvemu intervjuju, prisluhni si z Biserko, gostja na temo voda in družba je evroposlanka Ljudmila Novak. In pa odprti so razpisi v individualni 21-dnevni komunikacijski trening, kjer bomo skupaj opredelili namero, kaj želite izboljšati na področju odnosov, komunikacije, v delovnem kolektivu, v vlogi vodje, šefa, sledilca, podrejenega, zaposlenega ali v domačem okolju z družinskimi člani, prijatelji. Verjemite, izzivov je vedno veliko. V današnjem jutranjem coachingu sem, na primer, za stranko namenila izziv temu, da je treba živeti za trenutek. Pa še morda besedo ali dve, da vam odkrijem to temo v razmislek do jutrišnjega dne. Zakaj preprosto gre? Gre za to, da imamo glavo vedno polno misli, skrbi, kar vrvi nam v glavi. In človek se mora včasih vprašati, od kod vse te misli. V ozadju je ego. Dobro je, da ga imamo, problem je, če ga imamo preveč. To je približno enako kot perfekcionizem. Nič ni narobe, če smo natančni, problem je, če smo neprilagojeni perfekcionisti in smo natančni že tako, da utrujemo sebe in vse okoli nas, torej bolani, neprilagojeni perfekcionisti. Približno enako je pa z egom. Potrebujemo ga, če pa preveč ven udarja, je pa problem. No in kaj imata zdaj skupnega ego in misli? Ego nas v bistvu sili, da razmišljamo o preteklosti. Kaj nam je kdo rekel, kako smo se počutili, kaj nismo naredili, kaj bi lahko. Skratka, usmerja nas nazaj. Hkrati nas ego usmerja tudi v prihodnost, torej tisto, kaj bo. Kaj bo na koncu po epidemiji? Bomo uspeli, bomo preživeli, kaj bomo naredili? Vse te vprašanja so za razmišljajočega človeka dejansko, bom rekla, normalna. Ampak v fazi posta, ko smo še malo bolj čuječni, se je treba zavedati, da se moramo resnično posvetiti trenutku. To je tistemu zdaj. To je edini čas, v katerem dejansko živimo. Časa, preteklost in prihodnost sta psihološka časa. In v teh mislih, ki so povezane s preteklostjo in s prihodnostjo, nam kraljuje ego. In zmanjka nam časa, da živimo tukaj in zdaj. Zato je post priložnost, ne da smo idealni vsak dan, nikakor, ampak da se pa vsak dan poskušamo spomniti, da prav čas ustavimo misli, ki nas peljajo v preteklost ali preveč v prihodnost in se morda odločimo, da skrbi oddamo komu v najem. Tako da moja ponudba, če kdo prevzame moje skrbi, evo, evro na uro. Ker če samo skrbimo, še ne pomeni, da skrbi rešimo. Našo glavo moramo najprej očistiti, sprazniti, da jo sploh lahko napolnimo z misli, ki bojo iskale rešitev tukaj in zdaj. Tudi to je lahko rezultat posta, da dejansko počistimo navlako, ki se nam v tem življenju nabira iz dneva v dan. In kot vedno pravim, 21-dnevni post ni priložnost samo za razstrupitev črevesja, je tudi razstrupitev glave. In konec koncev, če se bolezen začenja v črevesju, se pa kakovost našega življenja začenja z mislimi v naši glavi. Torej mislite dobro do jutrišnjega 16. dne 21-dnevnega posta. Srečno!